Kako ocenjujete predvolilni oziroma zdaj že volilni boj parlamentarnih, neparlamentarnih strank na letošnjih volitvah, kar se tiče socialnih omrežij? Tu imam dva velika ugovora. Seveda opaziti je, da se neka tekma dogaja na socialnih omrežjih, da. Ampak tisto, kar je problem, je, da stranke očitno niso razumele samo logiko delovanja teh platform in se, kot sama beseda reče, zadeve lotevajo kampanjsko. To je za razumeti. Mi imamo tudi volilno zakonodajo, ki ti zamejuje čas kampanjiranja, unega direktnega in dobesednega pretepa za glasove. Ampak mislim, da bi bile stranke bistveno bolj kredibilne, čisto za vsako to velja, ni nobenih razlik velikih, če bi vzdrževali neki splošni spletni dialog s svojimi volivci ali pa z družbo v celoti čez cel svoj, da rečem, življenjski cikel, tudi med mandatom, ne glede na to, ali so v vladi ali v opoziciji. Ker tega ni, ker neke intenzitete tega javnega dialoga ni v vmesnem času, jaz mislim, da tudi volivci ali pa državljani vidimo, da gre za poskus nekega vklapljanja javnosti takrat, ko jo potrebuješ, in to ni fajn, razen tistih, ki so se v javnost vključili zdaj v zadnjih letih in se ne spomnijo, kaj je bilo 2 let nazaj po lokalnih oziroma kdaj so bile lani, kako je komunikacija na spletu izgledala tako dinamično in po volitvah nič več. Razen njih se vsi mi ostali zelo dobro spomnimo, kako izgleda to ogrevanje pa hlajenje atmosfere. Zaradi tega menim, da je to slaba novica oziroma da je to en zelo resen neizkoriščen potencial. Dosti bolje kot pred zadnjimi lokalnimi volitvami, županskimi, ko so vsi še bolj čukasto gledali, kaj je Facebook, kaj je Twitter, jih pa skoraj da vse stranke razjeda ista bolezen. Oni to večinoma enačijo z plakati obcestnimi, kjer je najbolj pomembno, kako se smehljaš in kako si oblečen. In na Facebooku mnogi mislijo, da bodo 14 dni pred volitvami uspeli narediti vse. Meni je hecno, volitve so na vsake 4 leta, torej veš, da volitve bodo in mi je hecno, da večina politikov mesec dni pred volitvami šele prihaja na Twitter, na Facebook in ljudje pa sploh na družabnih omrežjih niso naivni in lahko to tudi direkt povejo, ne nasmeti za norca. Prej te ni bilo nikoli nikjer, po 4. decembru te pa verjetno, tako pokaže praksa, spet ne bo nikjer. Mnogo bolje se obnašajo vse možne interesne skupine, nevladne organizacije, športna društva, vsi živi, ki so s strastjo povezani z neko temo ali temu rečemo socialnim objektom, znajo s to svojo strastjo in kompetentnostjo pokrivati neko področje in zaradi tega trajno privleči sogovornike, ki bodo potem z veseljem doprinašali z nekimi svojimi vsebinami, slikicami, mnenji, komentarji in podobno. V politiki tega ne vidim.